Jaz bom seveda glasovala za vse 3 referendume, bom na kratko tudi obrazložila svoj glas. Bom začela z Radiotelevizijo Slovenija, ki je bila moj dom 6 let. Zelo dobro poznam razmere na javni radioteleviziji in verjemite mi, da me boli srce, ko poslušam kolege, kaj se tam dogaja. Gre za razkroj javnega servisa, ki je izjemnega pomena za uveljavljanje javnega interesa in medijske svobode. To, kar se danes dogaja tam, da se zaposluje ljudi s strankarsko izkaznico, da se večina teh ljudi vpleta, seveda predvsem v informativni program, ki je vedno bil program, nad katerim so politične stranke želele imeti svojo oblast, tudi leve. Sem bila večkrat kritična tudi do tega, ampak morda samo na kratko obrazložitev, kaj so počeli levi, kaj počno desni. Levi so se fokusirali na programski svet, da so lahko od tam vladali, postavljali svoje ljudi na ključne pozicije, ampak nikoli se niso vpletali v program, oziroma redko. To, kar se danes dogaja, je pa kreiranje povsem drugih vsebin. To, kar v televiziji je poskus uravnoteženega novinarstva. To je nekaj, kar ne obstaja. Ne obstaja uravnoteženo novinarstvo, tako kot iskreno verjamem, da ne more obstajati uravnoteženo ustavno sodišče. Ne gre. Ali verjameš v ustavne in temeljne človekove pravice in si ustavni sodnik, ki braniš to, ali verjameš v profesionalno novinarstvo in delaš kot novinar na javni radioteleviziji. Skratka, za seveda ta zakon, ki bo poskušal vsaj malce depolitizirati sestavo programskega sveta, nikoli ni možno, veste, v Sloveniji pa tudi v drugih državah, narediti nekaj, kjer vpliva politike ne bi bilo nič. Ampak glavni element zakona o javni radioteleviziji je, da se programskih svetnikov ne voli več v državnem zboru, ki je seveda izrazito politično telo. Še zakon o vladi, seveda bom glasovala za. Zdi se mi prav, da ima vsaka vlada možnost postaviti vlado, kakor njej ustreza. Pa samo, da ne bomo pozabili, sej gospod Logar bo tudi rekel, da je za, čeprav je glasoval takrat v državnem zboru drugače. Kar se tiče pa zakona o dolgotrajni oskrbi, je pa stroka povedala, seveda ta zakon, ki je bil sprejet pod vlado Janeza Janše, se ga preprosto ne da izvrševati. Kompletno analizo je naredil Zavod za zdravstveno zavarovanje, da ne bom predolga. Povedali so, da se ga v praksi ne da izvajati in v praksi ta zakon pomeni seveda tudi stroške višjih storitev za oskrbovance v domovih za starejše. Tako da za tudi v tem segmentu, za novelo zakona.